1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fuk, kurac, pička, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Torej, dame in gospodje, v prečudovitem ambientu hotela Habakuk sem jaz ujel, kako naj zdaj to rečem, ne bom jaz zajebo, ne? Da ne bom zdaj jo narobe napovedal, bo pa šla. Vem, da je to Sonja Javornik, ne? Občutljiva ženska. Sonja fucking Javornik, bom rekel novinarka, publicistka, Roka pa predavateljica. Predavateljica po novem, škandalozna ženska, ženska, ki se spozna na... Škandalozna, jaz predvsem za druge škandale. Bo že videla. Ženska, ki se spozna na slovensko estrado, ženska, ki je posnela čudovit dokumentarec o Simoni Vajs, ki smo ga pred časom videli na nacionalki. Kdo? Pa Desi Muk. Pa Desi Muk, evo, vidiš. Pa, čakaj, kva si še? Mislim, ga posnela scenaristka. Scenaristka, no. Kva si še, no, kaj še pozabil, kva si še? Ljubiteljica seksa. Če bi hotel vse našteti, bi ti prezmanjkali časa. Imam traka je noter na kaseti, doslej, ni nobenega problema. Še bolj kot na estrado se spoznam recimo tudi na kozmetiko. Na kozmetiko. Ok, tako da Sonja, mičke bolj na glas, te bom prosil, da boš govorila, no, kje zajebala. Dobro, se ponovadi mi pravijo, da se derem. No, in tukaj zadnji vidim zdaj en klavir, ne. Zdaj, če poznaš film Fabulous Baker Boys, ko je Michelle Pfeiffer gor na klaviru ležala, oni so pa špilali si za to sceno, da mi pa to naredimo zdaj v štartu. Ne, ker jaz sem klavir se učila, veš, ne, tako da... Nisem vprašal, če si se ga učila. Tako da jaz bi bolj igrala tudi, veš, pa da bi jaz gor ležal. Nisem vadila že dolg časa. Ja. Sonja, daj mi povej najprej, kaj počneš v Mariboru, to te najprej vprašam, ne? Letos sem začela predavati na akademiji, to se pravi medijsko sporočanje na višji šoli. Tako da zato sem tukaj, evo. Kaj pa predavaš točno? Medijski. Pa kaj mislim, kaj točno, v čem točno govorite? O medijih nasplošno. O medijih, to se pravi na IAM-u v Ljubljani, ne, to se pravi Inštitut in Univerza za multimedije, imam in na visoki in na višji, na visoki je mečkan bolj usmerjeno k novinarstvu, tukaj na višji, ne, pa medijsko sporočanje, pa mediji nasplošno, s tem, da jaz tudi nekako se pogovarjamo tudi o družbi nasplošno, se mediji v končni fazi ne gre zdaj, mislim, tako kot recimo na prvem predavanju razložim, mediji niso samo množični mediji, kar mi ponavadi to razumemo, ampak medij sem zdaj tudi jaz, kot ti razlagam, moje kretnje, moje oblačila, vse to so tudi mediji, skratka vse. Tvoj dekolte, ki ga je sicer bolj malo, ampak za študente, za študente. To sem hotel vprašati, je možno, da študent gleda tako luštno predavateljico, kot si ti, pa da ne pomisli na poredne stvari, ko jo posluša? Ne, jaz upam, da pomislijo na pametne stvari, ki mi jaz govorim, tako da... Ja, pa bi mogla manj luštna biti, ne? To ne bo šlo skozi, Sonja, to veš. Le predavateljica mora biti grda, dobesedno grda in stara, da jo študent posluša. Lej, ko sem jaz še v srednji šoli začela delati na televiziji, 100 let nazaj, sem edini nasvet, ki sem ga dobila od režiserja, takrat je bila oddaja Videogrom, ki sta jo vodila Anja Rupel pa Peter Lovšin. Točno, to si imela ti čez, ne? Ne, jaz sem tam pripravljala prispevke. Bravo. In ko sem šla prvič na teren za tisto oddajo, sem vprašala režiserja, kaj zdaj se pričakuje od mene, kako in kaj ne to naredim. In je rekel, da ne imam samo globok dekolte. Tako da, veš, to sem jaz upoštevala in najprej sem sicer, evo zdaj ravno feminizem, tako prisoten in vse to. Čem bomo zdaj začela govoriti? No, ampak meni se zdi, da v končni fazi, sploh glede na to, da sem na televiziji imela, pol tudi, ko sem vodila še neko svojo oddajo, sem imela vedno blazno tremo, se mi je vedno zdelo, če bom že kakšne neumnosti kvasla, naj bojo vsaj gledalci zadovoljni z vizualnim učinkom. Za študente pa seveda se mi zdi, mislim, glede na to, da se pravim začenjam, uvodno predavanje je ravno v tem, da tudi z oblačili, z garderobo sporočamo nekaj, se mi zdi pač absolutno primerno, da se pač za njih uredim, da ne pridem v trenirki, v kateri se drugače sicer najbolj počutim. Mislim, najbolj udobno. Glej, Sonja, zdaj pa res skočimo na tale Me Too, to zdaj zelo glasno gibanje, ki je zdaj, bom rekel, se začelo v Hollywoodu na polno, kar je zanimivo, da se nikjer prej ni začelo kje druge, ker v bistvu mi zdi, da so tam še hujše stvari, recimo, se dogajajo. Ravno v Hollywoodu se je pa to začelo, kar je meni osebno ena velika ironija, ampak pustimo to. Kaj ti misliš zdaj o tem, recimo ta zelo glasni Harvey Weinstein, zelo glasni producent, ki je zdaj prvi seveda padel in je potem
vem, kot domine so začeli zdaj padati za njim še znani igralci od Kevina Spaceyja, režiserja Breda Ratnerja, ne vem, tale komik Louis C.K., v glavnem Dustin Hoffman ima eno podobno foro. Mene, če vprašaš, je to zdaj postalo malo nevarno, ne? Se pravi, da v bistvu ena ženska zine... Kaj ti govoriš? Ti si zelo... Ena ženska neki zine, ne vem, on me je prijel in ta je zdaj kar seksist, ta je zdaj kar jo zlorabo, ta je zdaj kar na sramotilnem stebru in pazi, karijere se uničujejo, filmi bom rekel, grejo stran. Kevina Spaceyja so recimo zamenjali celo, ne, ga je zamenil Christopher Plummer, zdaj na Oscarjih Casey Affleck ni bil prisoten tu zaradi teh škandalov. Skratka, kak je tvoj pogled na to? Lahko zdaj vsem ženskam verjamemo, to je prvo vprašanje moje, ali moramo to vsem z rezervo vzeti, predno gremo bolj podrobno v to? No, zdaj pa, ker si ti toliko na dolgo na široko, bom pa še jaz mečkam bolj razširila. Sam pretiravati ne. Tam le klavir šel igrati. Ja, povej. No, če govorimo o Hollywoodu, je vse skupaj zelo ironično, glede na to, da pač poznamo filme, v katerih in zgodbe, mislim, še iz, ne vem, zlate dobe Hollywooda, ker se vedeli, ne, kaj je bilo, to se pravi, casting coucha, ne, in tako naprej. Skratka, tudi v filmih smo že gledali, kaj so mogli neke starlete narediti, zato da so uspele. Skratka, bizarno je, da zdaj to izpade kot neka novost, ne, daleč od tega. Vedno je to bilo prisotno, mislim, vse je v končni fazi logično, da je to sploh tam, glede na to, da so same lepe ženske, ki so seveda za svojo kariero tudi marsikaj pripravljene narediti. In jaz moram priznati, da se bolj strinjam s Catherine Deneuve, ki je nekako tukaj tudi bila ta prva, mislim, skupaj z drugimi še... Glas razuma? Glas razuma, pač ne edina, no, ampak kot, ko bi rekla, največja zvezda, ne, so podpisnica. Mislim, da pač skrajnosti nikakor niso dobre, ne. Zdaj, če lahko povem čist daleč stran od Hollywooda, ko sem pred leti, ko sem malo del časa bila v Tuniziji, pa sem imela malo priložnost poznati bolj življenje domačinov, so mi tam razlagali, kako je tam pravzaprav grozna situacija, namreč itak nimajo nekih dobro plačanih služb. Jaz sem spoznala človeka, ki je delal v Tunisu v obleki, kravati, mislim, za neko zavarovalnico, pa mi je kazal slike, kjer je prebival, je bil pa v eni sobci, kakor kurniku še z enim sostanovalcem, skupinska kopalnica in tako naprej. Skratka, mislim, itak se ve, da največje dragocenosti iz Afrike so že zdavnej po Evropi ali pa tudi po Ameriki, ne. Zdaj pa smo tudi tako naredili, da je tudi včasih, ko so turisti vsaj tam nekaj pustili domačinom, ne, se to bolj ali manj zdaj vse skoncentrira na rezorte, kar pomeni, da spet te verige samo dobro služijo, ostali pravzaprav pobelajo malo. Skratka, oni, če si želijo, glede na to, da muslimanska vera prepoveduje odnose pred poroko, oni, če se želijo poročiti, morajo imeti redno službo, hišo in 10.000 evrov za to ogromno poroko. Tako v Sloveniji v bistvu zdaj ženske zahtevajo od moških, da to imajo, če grejo z njim na kavo. Tam je drugače, zato ker tam se prav družine zmenijo in pač oče od neveste ne bo pristal, tam je vse to mečkam bolj dogovorjeno. Zdaj tudi v Tunisu, ki je malo bolj urban pa to, seveda se tudi hodi ven, pa se tudi kaj gre na zmenke in to, ampak so mi potem povedali, da v praksi je to mečkam rizično, namreč ženska lahko tudi, ne vem, čez mesece se spomne in tipa, s katerim je ona želela iti na zmenk, želela še kaj več, kot samo pijačko ali kakorkoli že, ga lahko tudi kasneje pač prijavi na policijo in jo on more ali poročiti ali gre v zapor. To se pravi, da ne bomo zdaj prišli do tej situacije, mislim, ker ne vem, če je dobra in ne vem, če je za kogarkoli fajn. Jaz mislim, da imamo vsi radi komplimente, da je to nekaj, kar nam lahko polepša dan, kar nas lahko spravi v slabo voljo, mislim, v dobro voljo, in bojim se ljudi, ki pač bodo slabe volje non-stop, zaradi tega, ker pač tega ne bo. Že zdaj so ljudje, mislim, mladi, dost pač drugačen svet je to, dosti neke komunikacije je preko spleta, ni več toliko osebnega stika. Jaz poznam, oziroma tudi pri mojih študentih vidim,
kako so kakšni super tipčki punce, pa so kar sami, ker ne vem, je to malo drugače postalo, malo bolj komplicirano vse skupaj, ali pa se bojijo, ker nimajo toliko neke te samozavesti, ker tudi niso tako, kot mi odraščali na ulici, v družbi in tako naprej, Sej vemo zgodbe, ko mame pridejo še celo na razgovor za službo, to se pravi, bomo pol spet postali družba, kjer se bojo starši dogovarjali za neveste, to sicer mislim, nekje funkcionira, tako da tudi to možno, samo problem je, če niti tega ne bomo imeli, ker se nam bo to zdelo, da to je pač za tam neke države tretjega sveta, pri nas pa potem ne bojo nič, ker dejstvo je, da pač dobri neki ti osebni odnosi, če hočeš seks, razumeš, nek dober, pozitiven, mislim, da to zelo dobro vpliva in če si pogledamo biografije nekih ljudi, ki so se zapisali v zgodovino negativno, jih je zelo veliko imeli na tem področju hude težave. Jaz se tega bojim, ne bi rada bila družba recimo, se pravi, če te razumem, praviš, da ta Me Too movement, kot ženska, bom rekel, ki bi ga morala načeloma podpirati, nisi čist prepričana, da je to dobra pot, ta, bom rekel, ker je šlo iz Weinsteina, recimo zdaj v ekstremizem, pa je vsak ta drugi kriv, pa mogoče niti ni, Seveda, mislim, da ne bo pomote, jasno, da posilstvo je grozna izkušnja, mislim, nimam osebne to vrstne, imam osebno tako, da recimo sem pristala, pa mi ni bilo ne vem kaj, in sem tudi že to videla, da je lahko zelo grozno, tako da tistega, hvala Bogu, da nisem in upam, da ne bom doživela. Jasno, da je tudi lahko nadlegovanje grozno, da ni to v redu, da mislim, imamo ženske itak težave, že ne vem, zato ker pač jaz zdaj predavam, jaz imam zdaj pred sabo neko množico mladih ljudi, ki me gledajo, kako bi rekla, z neko vero, da jim bom povedala kaj pametnega. To je meni super, zato ker leta in leta sem se nekako poskušala dokazovati, da ni samo dekolte, ampak da imam tudi višji kaj, tako. Tako da ja, to je zoprno, seveda, ampak spomnim se enega trenutka, jaz sem delala kot mlada novinarka v neki redakciji ene revije in smo imeli ob torkih deadline. To je pomenilo, da sem jaz, pač ko sem bila glasbena urednica, sem bila tam do večera in sem en tork potem zvečer opazila kolegico, ki je imela tudi štrikam pulover, ampak s precej večjimi luknjami, kot ga imam jaz zdaj, in spodaj mislim, da je imela samo modrček. In mi je bilo tako, v tistem trenutku, ko sem to opazila, sem se rekla, pismo, kako pa to, da ni nihče nič komentiral, ker je bila to večja redakcija in takrat je bilo vsem še kar nekaj tipov prisotnih in jaz sem bila navajena, da če mi, mislim, sploh eden je bil tak, da če ni kaj komentiral, da sem se pol že spraševala, ojoj, kaj pa je da ona z mano narobe, Ampak je bilo to vse super krasno, nikoli nič zateženega, samo pač kompliment, ki mi je polepšal dan. In ko sem ugotovila, da nihče ni komentiral, tudi od teh mojih moških kolegov, sem rekla, ojoj, to pa je groza. Ta oseba je bila grozna, zelo žleht, sploh do mene in do drugih, kako bi rekla, takrat mlajših novinark, ki smo bili tam v redakciji. In v tistem trenutku sem si rekla, joj Sonja, treba je paziti, predolgo v celibatu pa res ni dobro, ne zaradi mene, ampak zaradi okolice. Tako da, evo, to kot tem. Drugače pa, to mi povej, zdaj ta feminizem, slovenski feminizem, bom rekel, tudi to mi je recimo zdaj, če si kaj spremljala, to Timo Gajserju, to njegovo zloglasno izjavo o tem, da so ženske pač, kak je že rekel, zdaj vem točno, da so ženske pač bolj občutljive od moških in da jih skrbi, ko se on vozi z motorjem, ko vidijo pa njegov nasmeh, pa vejo, da je to prava pot in je bil zraven najbolj seksističnih izjav tistega leta. Daj mi zdaj to razloži, zdaj, kdo je tu prefuken zdaj, a veš, ali so se feministkam zmešali, ali je zdaj, bom rekel, ta neka vse splošna borba za žensko enakopravnost šla v ekstrem, se pravi, a lahko zdaj moški, ne vem, lahko je zdaj voščim ženski za 8. marca, ali je to seksizem?
Da mi to povej, mi smo tako davčli, da jaz ne smem reči, ti imaš pa dobre joške, pizdal, kaj? Ki smo zdaj glede tega? Mi smo tudi pri drugih stvarih zelo daleč zašli, a ne, zelo daleč. Po drugi strani pa se tolerira, ne vem, recimo sploh politikom se tolerira marsikaj, a ne, na, ne vem, Twitterju in podobnih, a ne, socialnim medijam. Ne, to ni v redu. Le jaz ti bom tako rekla, jaz praktično nimam nekih tabujev. Jaz sem tudi to, ne vem, v svoji neplodnosti vedno govorila, pa so me opozarjali, joj, Sonja, kaj govoriš, take stvari, a veš, ne. Tako, jaz sem mogoče tudi zaradi svojega poklica, glede na to, da sem jaz pač pisala kot novinarka za zelo rumene medije, ne, in sem pač pisala o nekih zvezah, o tem, ne glih, kaj konkretno počne kdo v posli, ampak res, zelo take osebne stvari in se mi zdi, da, in sem pač takrat pri sebi začrtala, ok, brez neke dvojne morale, če jaz odkrivam od drugih, moram tudi pri sebi vse. Ok, seveda je potem to problem, kdaj, zato ker včasih sem tudi nič hudega sluteč, potem koga spravila v slabo voljo oziroma je bil celo žalosten lahko, kar mi ni bilo vseeno, čisto zaradi tega, ker pač je meni vse tako, ne, nimam problema s čim. Jaz mislim tako, tisti, ki ima probleme, se bo pač vedno prepoznal. Jaz se pri takih izjavah ne čutim nič prizadeto, mene to ne tangira. Ne. Mene je mogoče kdaj sem imela to, da pač, ne vem, recimo pred leti, jaz sem hodila v glasbeno šolo, to se pravi, sem šolana, ne vem, sem prišla v Križanke na koncert, pa smo tam pri Zašanku, so bili še neki moški kolegi, glasbeni uredniki, ki so se prej pogovarjali neke detajle, ne vem, o koncertu ali o komorkoli drugem. Ko sem jaz prišla, so pa prešaltali na dekolte in podobne, a ne. To se mi je zdelo malo trapasta, ne, si mislila, ok, se mogoče vam pa jaz lahko še celo kaj bolj pametnega povem in moram priznati, da me je to kdaj motil. Ampak ne vem, z leti se mi zdi, da se moraš postaviti, ne, zase, moraš vedeti, koliko si vreden in mene zdaj res zelo malo stvari gane, moram pa priznati, da seveda, je to, da se mi je kariera tako obrnila, da sem zdaj tudi predavateljica, seveda je bilo tudi to super, a ne, ker zdaj, če kdo začne kaj, ne, kakšne spuščati, ne slane šale, mu lahko zelo hitro zaprem usta že na ta način. Drugače pa Sonja, lej, tako sem prej rekel, ti si se zelo dost spoznala na to slovensko estrado, ne. O preteklosti govorimo. Enkrat si celo v meni pisala, se spomniš tega, se ne? Ne vem. Celo zahvalil sem se ti enkrat enem tweetu, če se ne motim, pa zdaj sem pozabil, kaj, neko pizdarijo si pisala o meni, ker sem imel, mislim, da v obdobje ginekologa in podobnih stvari. Vem, da si napisala en dober članek, no, tako da to imamo dobrem spominu, moram reči, ne. No, okej, to, kar sem se vprašala, da sem zdaj prišla na obračovanje. Ne, imam te dober spominu, ampak hočem to reči, ne, zdaj, tvoj pogled, recimo, kak je bil takrat, ko si pisala, bom rekel, o teh znanih Slovencih, ne? Pa recimo zdaj, ko pišejo o teh znanih Slovencih, se ti zdi, da je ipak mogel včasih nekdo res neki biti, da se v njemu pisalo, ker danes občutek dobim, recimo, ne vem, zdaj mislil, Damen Murko, recimo si kupi nove čevlje, pa dobi 2 strani v prestižni tabloidni reviji, potem, ko je en drug zvezdnik, ima pa en dober projekt, dobi pa samo malo novičko ali pa še to ne. Kam je že šlo narobe, no? Nič ni šlo narobe. To je čisto normalna komercializacija. Mi pač vedno znova pozabljamo, pa ne gre zdaj to samo za medije, to gre tudi za druge stvari. Pozabljamo to, da smo mi imeli, ne toliko dolgo nazaj, socializem, kjer je bila ena revija za ženske, dobro, ena za urbane, ena za bolj mestne, ena za show biznis, ne, pač tako je bilo pač po eno, a ne, ni bilo neke konkurence. In je bilo čisto vse eno, koga si imel na naslovnici in tako. In seveda, ok, jasno je tudi to, da so bili, čeprav so bile to javni mediji, a ne, v državni lasti, čeprav je tudi politika nastavljala kadre, so to še vseeno bili, ni mogel biti urednik nekdo, ki ni imel nobene izkušnje z novinarstvom. So vseeno mogli biti iz tega foha in so to vedeli, poznali so tudi novinarski kodeks. Danes imamo lastnike, ki kupijo medij zato, da se bodo lahko v njem pojavljali, ali ker imajo neke druge interese, vsekakor ne v zvezi z mediji. Imamo urednike, ki niso nikoli tega delali, ki so, ne vem, včeraj bili, ne vem,
vem, v tekstilni industriji danes to, se obnašajo kot menedžeri, ne razumejo, da je tukaj nek poklic, ki je pač pomemben za širšo javnost. Veš, jaz svojim študentom, zdaj mislim, glede na to, da pač mladi vedno manj berejo, jih bolj preusmerjam bolj na filme in jim dajem prav obvezno je pri mojem predmetu, da si pogledajo par filmov. Zdaj, jaz sem rada Citizena Kanea, pa vse predsednikovi možje, ampak tudi v zadnjem času, recimo Zamolčani dokumenti, ki je ravno kar bil še v kinu. The Post, ja. Jaz mislim, da so tudi v Hollywoodu začeli snemati več teh filmov, nekaj smo imeli tudi zdaj v Žarišču, pa Resnica, tudi ne toliko dolgo nazaj, pa tako še bilo naštevala. Mislim, da so tudi v Hollywoodu začeli snemati namenoma filme, ki prikazujejo novinarstvo v tisti njegovi zlati dobi. Takrat, ko je bilo pomembno to novinarski kodeks, takrat, ko so se informacije preverjale, takrat, ko so, ne vem, vsi predsednikovi možje, to se pravi informacije iz Bele hiše, ampak je bilo tudi ni bilo dovolj, čeprav, mislim, niso objavili kar takoj, čeprav je bilo jasno, da gre za vročo zgodbo vse, ampak so se trajali in trajali to preverjanje, preden so to nekaj spustili v javnost. Zdaj, zakaj meni to pomembno, da to študentje, pa tudi seveda širša javnost to vidi? Danes, mislim, vse pri nas je vse nič vredno, pa doktori nimajo pojma, pa bo tam en bioenergetik nas rešil, pa bomo na Googlu pogledali, kaj nam fali, pa bomo prišli k zdravniku z diagnozo. Mislim, jasno, vse je fajn, da se mečkam pozanimaš, ampak a veš, na mediji, pa na estrado se vsi spoznajo. In jaz sem v teh 28 letih, kar to delam, sem doživela že milijonkrat, da so mi nekdo začel razlagati, kaj to je. In sem potem tudi za nalaž svojo diplomsko nalogo izdala v knjigi še malo dopolnjeno, zato, ker zdaj vedno rečem, daj si ti najprej to preber, pa bova se potem pogovarjala. Namreč zdi se mi bizarno, da nekdo, ki medije samo ali gleda, ali pač klika, sem pa tja, ali kdaj prelista in estrado, ne vem, posluša, gleda, pač, kakorkoli že, misli, da lahko meni, ko se 28 let s tem ukvarjam tako tudi, da gremo za kulisje in vse ostalo, ampak ja, ljudem se zdi, da lahko, mislim, danes je ta instant znanost, ti tako malo poguglaš in potem si že strokovnjak za neko področje. Jaz recimo, ko sem včeraj klicala mehanika, če tista lučka, ki je pomembna ali ne, a se lahko peljem v Maribor ali ne, razumeš, jaz nisem njemu pametvala, mislim, ne, jaz sem od njega pričakovala, se mi zdi logično, da bo on vedel kot jaz, več kot jaz. No, v glavnem, to zdaj, skratka, danes so mediji kao brez veze, itak vsi lažejo, dobro, se imamo res trend teh fake news, vsega, ampak to tudi zato, ker ljudje sami na svojih družbenih medijih, to širijo dalje. Pač dejstvo je, da ne vem, tudi recimo, če imamo na TV Slovenija v Tarči neko, mislim, raziskovalno temo, dobro obdelano, ne vem, tiste zdravniške, pogodbe, pa je bilo tako, da smo vsi o tem govorili, spremenili se ni nič, Res je to žalosten, skratka, danes mediji so čist degradirani, mislim, poklic same degradiran, saj tudi jaz se danes mečkam več ukvarjam z PR-om kot z novinarstvom, enostavno zato, ker pač je bilo mojim šefom vseeno, ali to napišem jaz, ali to ne piše nekdo, ki, ne vem, je včeraj počel, ne vem, bil še kelner, ampak dobro, se je tudi moja bivša direktorica je tudi pred 10 leti še vodila aerobiko, pa potem zelo hitro to požrlo vso znanost. Skratka, danes so mediji kao brez veze, itak pišejo po ministrih, ampak vedeti moramo eno stvar. Mediji so četrta veja oblasti in mi zdaj to četrto vejo oblasti pač je brezvezna, Ampak z afero Watergate se je mogel posloviti Nixon, takratni predsednik Združenih držav Amerike. To se pravi, a je lahko kdo še močnejši kot to? Zamolčani dokumenti, To se pravi, ameriški predsedniki že pred Nixonom, mislim, to je tudi bilo v času Nixona, ampak že prej, JFK in še prej, so vedeli,
zato, da se vietnamska vojna ne bo dobro končala za Ameriko, pa so pošiljali na bojišča nove in nove, to se pravi, kako bi rekla, žrtve, ne, že vnaprej se je videla, ne, zakaj so tam topovska pač meso, ne. No in to se pravi, s tem razkritjem, ne, v Washington Postu se je potem to začelo spreminjati in se je mogla to zaključiti s tem, da se bojo kar ne pošiljali novi mladeniči tam za umreta, ne, mislim, ki je bilo jasno, da pač nima smisla. Skratka, to je to, česar se mi danes ne zavedamo. Vsa javnost je do medijev zelo nenaklonjena. Strinjam se, da smo mediji tudi sami marsikaj zakrivili, ne to, da smo se komercializirali, to je bilo logično. Logično je bilo, da smo iz socializma v kapitalizem prišli in da je bilo, ne vem, tako kot so moje prijateljice imele celo po 3 vozičke za otroke, da so tudi tukaj šli v skrajnost, tudi pri medijih zelo hitro, ne, če so, ne vem, v normalnem, mislim pač v zahodnem svetu nekako postopoma se komercializirali, je to pri nas bilo čez noč, šokantno in vse. Ampak to je normalno. To, da pa nimamo več, da se ne ceni kvalitetnih prispevkov, dobrih novinarjev, da ni razlike pri temu, da se vse meče v isti koš, to je pa nažalost samo za širšo javnost velik problem. Zato, ker širša javnost nima zdaj te 4. veje oblasti, ki bi pazila na to, da ne bojo prve 3 delale težave. Točno vemo, kakšno sodstvo imamo pri nas, kakšna zakonodajna, kakšne so vlade, mislim, ne? Lej, zdaj pa to vprašal, ne, zdaj gremo na seks, gremo zdaj, ne, ob zadnjem delu enega pogovora. V medijih, Jaz sem predavateljica. Se predavatelj te vprašal, kak ti seksaš, ne, to vem, to privatno vem, to te vprašal zdaj javno. Ampak lej, mislim, predvidevam, ne, da si vrhunska v posli, ne, lej, predvidevam, da si vrhunska v posli, da se ti to vidi že nedavč. Ampak lej, hočem to reči, zadnje čase, če si ti to opazila, ne, je seks iz slovenskih medijev dobesedno pobegnil, ne. Gole prsi, provokativni članki, recimo, če bi jaz imel 10 let nazaj Gartnerjev bordel, v meni bi se pisal vsak dan 30krat, zdaj se praktično ne piše. Recimo ti dal primer, Nina Gazibara je bila pred pol leta gostja v moji oddaji in mi je razlagala o tem, kak je seksala v 70 letih, da je še vedno kosmata, da je to pač cool, bla bla bla, temu ni povedala nikoli nobenemu. To ni bila novica. Novica pa bila, da je bila na rojstnem dnevu Erasma B. Pintarja, ne. Se pravi, kaj se je zgodilo s slovenskimi mediji, da jim gole prsi in provokativni članki ne prinesejo več klikov, ampak jim dejansko poberejo sponzorje? Ne, kaj se je zgodilo z družbo? Ampak to je bil razlog, ne? Kaj se je zgodilo z družbo? Nekoč so pač na hrvaški obali so bile ženske zgoraj brez, praktično, mislim, to je bila večina. Zlati časi hrvaške obale. Danes je to že, mislim, mene so že na Silbi pač, mislim, pregnali 2krat, ne, mislim, dobre, ne, par let nazaj pa to, a ne. Mislim, jaz sem za enakopravnost, a ne, to se pravi, če lahko moški, zakaj ne, mislim, to se mi ne zdi, točno to. Ne, nasplošno se je to zgodilo, se pravi, v družbi, pri žalitvah gremo za svobodo govora, tukaj pa imamo neke spet nove tabuje, mislim, drvimo v srednji vek. Ampak zakaj, mislim, kdo je kriv? Kdo je kriv, da je šel seks v Sloveniji v srednji vek? To, ker je moč populizem, ne, ker je večina, mislim, sej vemo, sej tudi v srednjem veku je večina verjela v čarovnice, pa v to, da bo Bog vse pozdravil, ne. Potem je pa prišla kuga, pa jih je pol pomrl, pa so pa videli, da mogoče, ne, je pa fino imeti še, ne, še mečkan medicine, ne. In pa imaš kako rešitev ti za to, mislim, kaj svetuješ, kaj bi prebudili, kaj bi šli nazaj v 70-ta, ne vem. Pri demokraciji, kjer je najbolj pomembna, najbolj po mnenjem večine, ko ne vem, ko za manjšine odločamo na referendumih, to se pravi, večina odloča o manjšini, nemogoče. Pač širša javnost, večina ljudi bo vedno se bala, kva bojo rekli sosedi, bojo to, tukaj nimaš kaj. Posamezniki so tisti, ki so pač spreminjali svet, ne vem, a veš, tiste prvi, ki je rekel, da je zemlja okrogla,
se veš, da ni veljal za genialca, ne, so ga postrangli ali pa to pač, tako to je, ne. Ampak danes, ko je še toliko, a veš, takrat je bilo vsem drugače, ne, takrat mediji, mislim, itak ni bilo teh množičnih medijev, ne, ti si itak, ne vem, v življenju poznal tistih par ljudi iz vasi, a ne, mislim, v cerkvi si srečal širšo javnost, a ne, danes pa smo povezani s svetom, vse takoj vidimo, kako pa kaj in se tudi odzovemo in gre za to, da danes lahko kdorkoli, kjerkoli komentira in lahko naredi grozne stvari, ne, in se pač ljudje še toliko manj želijo izpostavljati. Zdaj mi še pa to povej, predno greva čist na konec, če si kaj spremljala to zadnjo afero Jureta Masnaka, pa te zloglasne norme, si spremljala kaj to? Videla sem, da je nekaj bilo, sam napisal je pač nekaj v tem smislu, da bi jo kresno brez vazelina na hart, in je potem normo, to od primca normo, in je bil to zdaj cel škandal in v bistvu je pa se primc oglasil, da mora zdaj plačati 1000 evrov, da se odkupi za svojo izjavo, ne. No in pa so ga linčali in zdaj ne vem, kaj se bo z njim zgodilo, ker je tudi nacionalna televizija rekla, da se je distanciral te njegove izjave. Mislim, si kaj spremljala to? Ne, to sem videla, sem pol odzive po teh. Se pravi, če žensko užališ, no si daš Jurija, pa je vse okej. To je v bistvu poanta te zgodbe, kaj? Mislim, vse žalitve so šle predaleč. A veš, jaz sem, mislim, glede na to pač, da sem se dolgo ukvarjala bolj z znanimi, ne? In sem videla recimo za Simono Weiss, koliko se je ona recimo žrla, da zaradi cel kup nekih stvari, čeprav je bila in ful lepa, in nadarjena, in inteligentna ženska, in imela super moža, družino, okej, pač tudi kakšne težave, ampak v principu je imela, ne. A veš, pa potem ne vem, kakšne druge, ne vem, Tanja Ribič, poje, igra, vse, pa jo tudi tako prizadene marsikaj, ne. A veš, tako, v enem trenutku sem začela razmišljati, kako jemljemo za samoumevno, da nekdo, ki je, ne vem, uspešen, pa mogoče še lep, pa nadarjen, pa to, ne, da vse ta je ziher, vse kul, srečen in gor dol. In jim zelo redko sploh damo kompliment. Takoj pa bomo nekaj pokritizirali. Ne? In sem načrtno od takrat se trudim in vem, da je bila tudi Tanja vesela, ko sem mi, ne vem, napisala enkrat, ker mi je bila še posebej všeč na neki televizijski oddaji, no, se ni pomembno. Ne, mislim, taki ljudje, za katere misliš, da itak skozi vsi trosijo komplimentov. Ni res. Mi smo na žalost, bomo prej vse spluvali, skritizirali in čau. Jaz, recimo, ko sem prej omenila, da sem imela tisto oddajo na kanalu, mislim, 100 let nazaj, pač, mislim, več kot 20 let nazaj že tega. Jaz sem zelo trpela. Jaz sem zelo slišala vsako pripombo in tudi zelo sem samokritična. Veš, ko se je potem zaključilo to, so mi pa kar nenadoma začeli vsi govoriti, kakva škoda, kad te ni več, kakva škoda, boš imela še kaj, boš še kaj gor. Vse pa, kje ste bili? Jaz sem vsak teden si mislila, o Bože, za kva moram jaz to delati? Kaj tak nisem niti hotela biti voditeljica, jaz sem pač sprejela to samo zaradi tega, ker sem se zmenila, da imam lahko tudi reportaže in to pač novinarski del in ker mi je bila muzika itak najbolj fajn. A veš, jaz sem se skozi mislila, pismo, kako gledalci trpijo, zakaj jaz to moram tukaj delati in gor dol. Pa zveš naknadno, da se pravzaprav sploh ni bilo tako slabo. Sej tudi, ne vem, tipi, pač glede na to, da imam s tipi več izkušenj, tako, a veš, v začetku že komplimentki pa to, a veš, pa se to tako zreducira, a je toliko težko. Jaz, mislim, se ne rečem, se tudi jaz se ti pravim, sem se mogla prav temu posvetiti, ampak dejte probati vsi, malo bolj, ne, tako, mislim, se imam tudi jaz ups and downe, zadnjič smo imeli neko družinsko kosilo, pa je pol, brati, sam me kritiziraš pa to, ampak je fajn, če pohvališ. Tako, odziv je neprimerljiv s tistim, ko boš nekomu nekaj tako. Je pa seveda tudi problem pri nas to, da pa tudi konstruktivne kritike, premalo. Mislim, ponavadi se nekaj pavšalno, tako, mislim, jaz znam biti tudi zelo kritična, da ne bo pomote, ampak ponavadi, mislim, vsaj z leti sem se navadila, da pač tako v smislu, če se mi zdi, da se da kaj popraviti,
Tam, ker ne, se pa itak rajše umakne, ki tak nima smisla. Ti, kaj pa to mi povej, te medsebojni odnosi, recimo moški, ženske v moderni družbi, se ti zdi, da so ženske postale prezahtevne, bom rekel, glede izbire moških, ali to samo moj občutek, pa bom rekel občutek, ker meni ogromno moških mi jamra, namreč tudi preko moje vdaje, pa privatno, da ne vem, ženska kar nekaj hoče, pa ni dosti to, pa bi rada, da ima ful velikega, pa bi rada, da ima ful denarja, pa da je oren kresne, pa da jo še zabava, pa da jo na ludo pa nazaj pele. So se ženske, bom rekel, malo zasanjale, pa ne vejo več, da življenje ni Hollywood, ali je prav, da imajo ženske ta nek nivo, ki ga hočejo sfurati, čeprav mogoče ne zgledajo same kot Katrin Daneo v najboljših letih, ne? Pa sej, a je to sploh, mislim, meni je večji problem to, kar si zdaj omenil, a veš, mislim, seveda sem se jaz danes uredila za faks, pa za pred kamero. Čakaj, za faks ali za pred kamero? Zdaj, to me že razočarala. Si se za mene uredila? Ne, jaz sem bila že prej, se ti pravim, za mene nisi nič ekstra to zdaj. Seveda sem zdaj tudi malo še popravila. Ne, se imaš to nek lep styling, imaš to, ja. No, v glavnem, ampak hočem to reči, če bi bil tip z mano samo zato, ker sem za dekoracijo, pol je brez veze, razumeš? Žalostno se mi zdi, ker danes ženske tekmujejo, čeprav tudi moški, s plastičnimi lutkami. Žalostno se mi zdi, da hodijo do plastičnih kirurgov ali pa kozmetičark za pričakovanji, da bodo imele kožo tako, kot jo imajo na Instagramu, ne, za tistimi filterji, a ne, to je plastika, mi imamo pore, a ne, mislim, to kaj zgodi. Veš, najbolj pomembno je, da se imaš sam fajn, to se pravi, meni je že, mislim, pomembno, kako sem videti takrat, kadar vem, da se bom tudi jaz drugače slabo počutila. Jaz, če bi danes bila v trenerki, pa ne naličena pred kamero, a ne, bi potem vrednost rekla, joj, Sonja, veš, kakšna bo zdaj, te bojo gledali, pa tako, a ne, to je že. Ampak v principu pa jaz gledam na to, da se imam jaz dobro, da je meni udobno, tisto, kar meni paše. Zato, ker jaz sem mislim, od mene je odvisno, a se bom v življenju imela fajn ali se ne bom imela fajn. Če se bom samo rihtala za nekoga drugega, mislim, bi mogla imeti res srečo, da bo tisti drug potem se toliko trudil zame, a ne, mislim, ni zdaj to tako, pa tudi, mislim, če me bo samo gledal kot dekoracijo, potem že ni to tisto, kar bi mene lahko srečala, ne. Še enkrat vprašam, mislim... Ja, romantičen mislim, zakaj ženske ne znajo več biti srečne, no? To mi povej. Vse pri moških isto, vse to nima veze. Vsi gledamo hollywoodske filme, vsi beremo romantične, mislim pač, dobro berejo bolj malo, mogoče sploh filme. Jasno, ne, te filmi se končajo, ko sta ona dva srečno zaljubljena. Bog si ga vedi, kaj bi bilo z Leonardom pa s Kate Winslet, če Titanic ne bi se potopil, a ne, jasno. Tistih navodil za naprej ne da nihče, ampak dejstvo je še eno, a ne, da tudi ne samo Hollywood, mislim, to je vse z roko v roki, tudi ta potrošniška družba, ne, to se pravi to, da imamo možnost izbire, da se nam skozi zdi, joj, mogoče pa ta boljš, on boljš, tret boljš. Včasih sem razmišljala tudi o tem, da je mogoče boljš imeti dogovorjeno poroko, pa ti veš, pismo, s tem sem obsojena za cel življenje, zdaj pa mogoče boljš, da se malo potrudim za to, da bo zveza šla, kakor pa da sem blokirala. Veliko ljudi ne dela dobro v zvezi, zato ker samo, joj, kako bo meni fajn, pa to, ne, samo na to gleda, joj, nisi v redu, zdaj bomo pa kaznovali in tako naprej in se ne štekajo, da tudi sami bojo pol čutili posledice te kazni, ne. Za odnos je res treba delati in v današnjih časih marsikdo ni pripravljen delati, pa se so tudi, ne vem, ljudje, ki malo mlajši od mene, a ne, se mi zdi, ki sem jih dosti poznala, ki niso imeli službe do, ne vem, 35 leta, ker so pač čakali, da bodo takoj dobili direktorsko pozicijo, a veš, kar ne bi začel dol. Veš, kako sem jaz začela? Jaz sem začela tako, da sem bila vodja distribucije, sicer fancy naziv, ampak to je pomenilo, da sem MZin, takrat zelo alternativno revijo,
pa masko, tudi tako umetniško, to mislim, ne vem, so mi sploh kaj honorirali ali ne, sem pač napokala v nahrbtnik in nosila od knjigarne do knjigarne, tudi v Maribor, mislim, da sem pol pojačala distribucijo še na Mariborsko knjigarno, pa še malo v morju, pa to. Skratka, tako sem jaz začela, mislim, nič mi ni bilo nikoli težko, a ne, pač če hočeš nekaj delati, če hočeš biti, pač narediš, a ne, se ti je fajn, da pač videti tudi, ne vem, mene je zanimalo novinarstvo, jaz sem vedno želela, da hočem pisati, ne, ampak mi je bilo fajn tudi vse ostalo spoznati. Danes se pač premalo trudimo za vse, mislim, premalo prioritete niso jasne, ne, marsikomu je pa samo kariera, pa si misli, jaz sem prijateljce, ki imajo tudi super familijo, pa vse bi jim lahko štimalo v življenju, potem pa mi govorijo, ja, veš, samo, ne vem, dokumentarc moram narediti, pa bom srečna. Nisem ziher. Mislim, jaz sem bila zadovoljna, da sta prvi in drugi dokumentarc bila končana, da sta tudi bila uspešno sprejeta in vse skupaj super. Sam pa pravic povedan, mislim, ne, nobene drastične razlike ni pri meni. Nekaj, glej, tudi hočem, zdaj smo že tako fajn govorimo, da bom razdelil ta intervju na 2 dela, pa boš v 2 oddajah si se odločil, ne, ker si to zaslužiš. Hočem pa to reči, da recimo, ko se pogovarjam z ženskami, recimo stavek 2, 3 pa jih dobiš v poslu. Pazi, zakaj? Ali so moški tako zandrek njihovi? Ali so one tako nezadovoljne s temi moškimi? Zakaj recimo danes toliko žensk skoči čez plot in dejansko se nek ljubimec, nek frajer, dejansko nič kaj dosti ne potrudi, da jih v poslu dobi. Kaj pa to praviš? Mislim, velika kriza je pri moških. Vse vemo, ali hormonski motilci, ali gor in dol, ali pač enostavno ta neka lenoba, ta nek, tudi si nič ne upajo. A veš, recimo, jaz sem naporočena v Beogradu, a ne, mislim, 2 leti pa pol že zdavne nazaj. In jaz se spomnim tam ene situacije, ko sva šle s svakinjo na koncert najprej, pa sva potem tam v zakulisju, pač, ko sem bila kot novinar, ko sem dobila v backstageu, nekaj sem se menila z nekimi ljudmi, neke založbe in tako naprej. In so potem šli naprej na neko drugo, bolj, pač na enega zelo popularnega, pač bolj dance izvajalca, DJ-ja in tako, no in so povabili zraven in jaz tu, no, pejmo, ker sem si to želela videti, pa nisem niti drugače, niti ne bi mogla noter pridati, nekaj je bilo razpeljano. No, ampak potem je bila pa tam taka gužva, da itak nismo, mislim, smo obupali in so rekli, nič, pa pejmo na splave, a ne. In so tam na splavih, mislim, že prej, ampak kako je v backstageu je bil tak zastoj in pijača, pa to, ampak pol na splavi so naju še častili in tako. In jaz potem rečem svakini, ne, ona je bila tudi poročena, ne, z bratom od mojega moža. Takrat rečem ti, kako bo prišle domov, ne. Pa ona, ja, ne vem, mislim, lahko greva peš, ne, ker je bilo to dosti blizu, lahko pa naju zapeljejo, pa to, a ne. Kako to misliš zapeljejo, mislim, kaj, ne. Pa tako, ja, no, mislim, ne vem kako, pa se rekaj, pa kako misliš, da vas zdaj mi dve prišle, ne, domov, ne, mislim, se rekaj, se sva poročene, ne, mislim, ne vem, kako si zdaj ti to predstavljaš, ker sem imela izkušnjo iz Slovenije, da tip, ki ti časti pijačo, pričakuje potem še all inclusive, a ne, in je bila, mislim, mi dve sva ene 10 minut, me ni razumela, kaj hočem in se je potem režala tam še pa še in oni, ne boš verjel, so naju zapeljali do doma, se lepo poslovili, ne vem, mislim, da se nismo pol niti nič kaj srečevali, niti videli, skratka, oni so bili samo ful so se zahvalili za prijeten večer, the best je bilo, fajn se imejte, vse super, nobenega teženja. Nažalost je pri nas tako, da, saj moje izkušnje take, ampak sej, jaz bilo malo zdaj ven hodim, ker se mi enostavno ne da. Moja izkušnja je bila taka, da, dobro, jaz sem dosti tudi, če sem hodila ven, nisem zdaj hodila z nekim tem namenom, sem dostikrat hodila v moški družbi. In če sem bila v ženski, sem bila prav pol šokirana, ker sem vedno znova pozabljala, ne, na to našo, ne, mentaliteto. Namreč ščipanje za rit, teženje, tako. Predvsem je pa fora ta, da tisti tipi, ki so pristopili, so bili toliko naklani, da jaz res nisem vedela, a bojo me prej pobruhali, ali kaj bojo, mislim. Skratka, kaj ne rečem? Mislim,
Mislim, daleč od tega ne mislim zdaj to, da je to splošno. Tudi to to je pač bilo moja izkušnja v Ljubljani. Štajerci ste verjetno čist drugačni, ampak nažalost je pač slovenska mentaliteta takšna, da si pač, pa sej to ni sam pri nas. Pač moški danes se bojijo, se logično, evo, prej smo omenjala Weinsteina in tako naprej, kaj se bo zgodilo, ampak potem pa to, da dobijo pogum, ne, pa sej se ne zavedajo točno, ne, kakšni so pod vplivom alkohola in ni nujno fajn, ne. Pa ne vem, pač, recimo Facebook mama, ne, to je moje delovno orodje, lej, kaj ne ti rečem, večina tipov tega res ne verjame, ne more verjeti, da imam jaz tam pržgan chat, zato ker pač me zanima, kdo od znanih je, zato ker sem dosti delala tudi ankete, pa mi je bilo pol enostavno, ker sem videla, kdo je gor, zato ker tudi hočem biti dostopna, zato ker mi je seveda bilo vedno v interesu, da dobim informacijo od drugih, ampak to so ljudje, ki so moji poslovni partnerji, to se pravi neki znani Slovenci, ali kako bi temu rekla, ampak mislim, ni nujno tudi drugi iz tega nekega posla. Zdaj, jaz si želim, da me oni takoj lahko kontaktirajo, ker je to moja prednost, ker bom zato imela prvi članek, zato. Ampak nažalost pa cel kup tipov pa res teži in jim ti lepo rečeš, lej oprosti, jaz delam zraven, jaz itak imam računalnik in Facebook prižgan takrat, kadar pišem. A veš, ko enkrat toliko napišeš, kakor jaz, a veš, to računalnik ni čist nič romantično, veš, to je tako kakor grozna lopata, veš, jaz takoj zaprem. Ne vem, če ti veš, koliko dejansko dobijo ženske v te privatke na Facebooku, enih povabil, raznih kurcev, slik. Pazi, če tega ne dobiš, se moraš zasekirati, da nekaj s tabo narobe. V glavnem hočem reči to, da moje vprašanje, zakaj tipom ni jasno, recimo, da s tem načinom, ki ga imajo na Facebooku, se pravi s pošiljanjem svojega orodja, ne vem, z nekim direktnim povabilom na seks, ne bodo dosegli pri 99% žensk nič. In zakaj furajo skozi ta isti način? To gre za neko specifično skupino takih moških, ali to ne vem. Ker gledal sem v privatke mnogih punc, pa se sam smejim, če bi rekel, stari, si nora, kaj da boš na tak način jo dobo, ne? A pa kaj, in kaj je rekel tip? Ne, ženskam sem to govoril, ne? No, kaj pa, kakšnega tipa pa nisi vprašal? Ne. No, mene zanima, če imajo kaj uspeha. Mislim, skoraj bi nekako pričakovala, da če že to počnejo, tako postano je to. Mislim, da ne. Po drugi strani pa to mogoče, a veš, zdaj moderna različica, se veš, unih, ne? A veš, v Tivoliju pa to, ne? A veš, mogoče je to. Ja, ne vem. Ker on pa v bistvu, ko on vidi, da ona prebrala, se mu označi, da je prebrala in to je že za njega, da komunicira z njim. No, mogoče tudi to, namesto da se razkazujejo v Tivoliju, se zdaj razkazujejo po Facebooku, pojma. Dobro, Sonja, zdaj pa res zadnja stvar najnega dolgega pogovora. Eno knjigo pripravljaš ti, nek projekt, ki še ni sicer dozorel, ampak ima pa neki seksov veze. Daj mi v tem povej nekaj ob koncu. Nima, mislim, ja, dobro, tudi, mislim, seveda, ampak lej, ravno to, kar si govoril, a ne o teh nekih odnosih v današnjem času, pač, jaz sem bila zelo veliko, pač samska, ne. To si še zdaj, ne? Ne, mislim. Ne, imaš ljubimca, ali kaj? Ali imaš partnerja? Dva? Težko bi zdaj to definirala, pustimo, zdaj to ni predmet te najne diskusije, smo rekli. Zdaj pa kar ni predmet diskusije, okej, pa v redu. No, lej, bila sem samska tudi zaradi mojih pač težav, se pravim, neplodnost gor dol, se veš, mislim, niti nočeš imeti neko resno zvezo z tipom, ki še nima svojih otrok in tako naprej, pač ne vem, jaz pač mislim, tudi če bi tip želel, to potem meni tak tip ne bi bil všeč, ker meni pač otroci veliko pomenijo in tako. No, in, ampak tudi sicer, kako bi rekla, mislim, sociologinja sem, veš, po izobrazbi. Sociologi imamo rajši mečkan večji vzorca, veš, ne, primerjalno analizo pa to. No, veliko tipov je zelo hitro šel stran od mene, ker pač znam biti hudo direktna in zahtevna. Pa sitna si, ne? Lej, pri inteligentnem tipu ni nobenih težav, veš, samo pač, če pa se nekdo, mislim, problem je, veš, kadar
kadar moški imate zelo hitro težave z egotom. Tako da pač jaz sem imela, ne vem, tudi zelo pomembne uredniške funkcije. Zanimivo, ko si rekla, da imamo moški težave z egom, so 3 moški v zadnji v kadru, ne? Idealno, kar povej, ja? No, jaz sem imela uredniške funkcije, tudi sem dobro služila in tako naprej, uspešna sem bila in je to dostkrat povzročilo hude zaplete in ne. Ampak dobro, se ni pomembno. Hočem reči samo to, da pač sem tudi potem prišla do tega, ok, si rekel, so ženske zbirčne, ja, jaz sem tudi zelo zbirčna, veš. Jaz sem tudi rajši sama, kakor z nekim brezvezi tipom. Pač jaz hočem imeti tipa, ki ga bom občudovala, mi to, oziroma imam tudi, mi je ljubše imeti samo ljubimca, kakor pa nekega napol partnerja, ki ga moram jaz suportirati tako in drugače. Veš, nimam svojih otrok in brezpogojne ljubezni polkle ni, a veš, ne, jaz ne morem biti tako kot mama, mislim, ne bom nobenega tipa ljubila tako kot njegova mama, a veš, nisem tukaj konkurenčna. No, in sem videla, da pač so neki, kako bi rekla, so tukaj neka pravila, neki pač, mislim, ljudje smo si v osnovi zelo podobni, a veš, vsak zase misli, jaz sem pa izjema, ampak potem, ko to malo gledaš iz distance, je vse zelo hitro podobno. In mene so prijateljice vedno, a ne zato, ker pač sem tudi imela več časa, pač ker nimam družine in tako, so me vedno najdle, ker so imele težave v ljubezni ali pa ko so se razšla in vse skupaj. In se mi je dostkrat zgodilo, recimo, da sem tudi napovedala točno, kako bo in so pa še pa kako si ti vela, si jasnovidna. Nisem jasnovidna, sam pač videla sem že, ne, jasno vidim, ne, kam neki gre, a ne, ker so to, mislim, se da hitro prepoznati, ne, kako pa kaj. No in zdaj z eno prijateljico, ki je tudi po 30 letih končala neko resno zvezo in začela pač mečkan na novo, a ne, na zmenke hoditi in tako, sem videla, da zelo koristijo moji nasveti, tudi ona zelo to cenila in vse, tako da sva se odločila narediti nek priročnik, v bistvu ne za resne zveze, to se pravi za neresne zveze, ne. Se pravi, absolutno nočem reči, da je to zdaj imeti ljubimce ideal. Zdaj, nasvete za kako imeti ljubimca boš v bistvu zdaj predstavljala ljudem. Ja, seveda. Pa poročenim ženskam tudi to svetuješ, ali ne? Ali samskim? Lej, se ti pravim, absolutno, tako kot v Hollywoodu, tudi zame romantični ideal obstaja imeti nekega partnerja, ki je res lahko super, se pač lahko zaneseš na njega, s katerim greš lahko na dopuste, vedno pravim prijateljcem, ki se ločijo pa imajo otroke, boste videli, kaj bo, ko boste hoteli iti smučati, ne, brez tipa malo težji, ne vse une smučke za froce nositi, ne pa to. Se pravi, gre za praktične, ampak tudi drugače stvari. Absolutno je super, da imaš nekoga, te dolge zveze, to je super. Jaz sem videla v Beogradu, a ne, ko me nihče ni poznal odprej, kako sem pogrešala to, da bi nekdo vedel, da jaz nisem sam ta Sonja tam, v tisti situaciji, da imam tudi neko zgodovino, da sem nekaj naredila in vse to. To je velika prednost, če ti lahko z nekom nekaj deliš na daljši rok. Absolutno. Ampak, ker pa sem se jaz v svojih odnosih pred leti še zelo namučila in potem videla, da sam ne moreš, da absolutno, če nimaš na drugi strani pripravljenosti, je absolutno brez veze in škoda energije in da je potem pač boljš si zadeve poenostaviti in pač, da v vsakem primeru je pa pomembno, da smo v življenju zadovoljni, da nima smisla trpeti v neki zvezi, da je treba si potem poiskati nekaj, kar funkcionira. Se pa bojim, da v današnjem času, ko tudi moški niso pripravljeni nič kaj dosti narediti, ne vem, jaz rada prebiram te nasvete Milene Miklavčič v Nedelu. Ona je bila gostja tudi, 4 mesece nazaj smo o knjigi njeni govorila, čudoviti. No in ko gledaš to, tiste, kar danes pišejo, ne, ona piše v knjigah o preteklosti, ampak te današnje problemi, ne, cel kup družin živi, veš kako, tako da ženska je v najetem stanovanju z otroci, moški je pa še pri mamici in čaka, da bo mamica umrla in potem se bo pa ona tam preselila in bo spet naprej skrbela in mu prala in kuhala vse dalje. Skratka, to se mi zdi pa malo brez veze. Potem je pa mogoče boljš, če se ti pa, a ne,
pusti domov k mamici, naj poštima tiste stvari, kar je, in naj bo potem druženje nekako omejeno na tisti čas, ko se imata oba dobra, ko ni, da bi samo enostransko nekdo užival, ampak oba. In mislim, da tukaj nekaj dosti zakomplicira, se pravi, meni je žal, da je to tako, ampak mislim, da čas, ki prihaja, bo vedno bolj tak, da bodo ženske ali, pa dobro, se lahko tudi tipi, čeprav bolj za ženske bo ta priročnik, da bodo ženske ali nesrečne, ali pa bodo pač potem v priročniku se imele fajn. Glavni nasvet je pa ta, če imaš ljubimca, nikakor ne sam enega. Ker potem, seveda, to je brez veze. To je v bistvu tako partner, če sam en, To je še slabše. To pomeni, da boš ti samo skozi vedno bolj navezan, vedno več pričakovanja imela in bo itak sam trenja in bo itak brez veze. Ti boš zdaj v bistvu ženske spodbudila, da bojo imele 5, 6, 7 moških na mesec? Sploh ni treba 5, 6, 7 moških. Ne, 3, daljč od 2, tega. koliko je ta meja? Jaz mislim, da v vsakem primeru je veliko, veliko boljš imeti rednega partnerja, kakor pa vedno novo. Ta prvič, jaz ne vem, kako pri tebi, ampak kako se pogovarjam in se pravim, kot sociologinja, vedno gledam na široke vzorce, jaz to rada, jaz sem tudi pri intervjujih vedno spraševala tisto, kar me je zanimalo. Mislim, da ima vsak mečkan treme, mečkan bolj se tako, to se pravi, da res uživaš takrat, ko si res sproščena. In isto potem za premislek, koliko sproščene so ženske, ki hoče biti vedno popoldne, koliko sproščene so ženske, ki se bojijo nasmejati, zato da ne bojo imele smejalnih gub, koliko sproščene so ženske, ki pač jim je najbolj pomembno, da so za dekoracijo, bolj malo. To je tista žalost, da vse naredijo za to, da bi bile lepe, atraktivne za tipe, ampak same od tega se bojim bolj malo. Sonja Javornik, glede na to, da se slekla, predvidevam, da na mojo veliko žalost ne boš, tako kot vsaka gosta, ki take na sebe, ti pač ne boš del te skupine žensk, bi pa se jaz poslovil zdaj v tebe s tem, da meni ti zastaviš zdaj 3 vprašanja, ki te zanimajo najbolj o meni, in jaz ti bom odgovoril in potem zaključimo tale dolgi intervju, ki ga bom res razbil na 2 dela in tako se boš v 2 oddajah, tako da boš v bistvu ena redkost. No, kaj te zdaj zanima? Evo, prvo vprašanje, ki ga boš zastavila. Veš, če bi to vedela, bi se malo bolj pripravila. Fora v tem, da se nisi pripravila. Jaz sem mislila, da se zdaj gostja, ne pa da... Ne, fora v tem, da se ne pripraviš, Vem, sam jaz sem novinarka, jaz skozi sprašujem, zdaj sem spet v delu. Dej, izkaži se zdaj. Ja, nisem navdušena. Improvizeri, pizda. Si kdaj razmišljal, da se bi preselil? Kam? Ja, kam? Mislim, iz Celja vendar, kam? Iz Slovenije? Kakorkoli. Mislim, prav konkretno, da bi razmišljal, sem enkrat razmišljal, ko mi nič ni šlo tukaj, sem hotel iti na eno ladjo med bogate, starejše dame, da bi si malo denarja nabral, pa je pol ta ideja padla v vodo in potrat naprej potem nisem več razmišljal, da bi se preselil. Razen v Hollywood, če bi dobil ponudbo. Ja. Te mika Hollywood pol. Od nekdaj. Mogoče pa grem kdaj, Ampak Jurij Brodač, ko je šel, pa je rekel, da naj grem, vidim, da nič kaj dobro se mu ni obrestovalo, to, da je šel, Nič kaj pametnega tam ne počne od Lady Gage naprej, Drugo vprašanje. Ja, se to je bilo že drugo, če bi šel. Sonja, ti neka novinarka, pizda, pa za nas poln 3 vprašanj. To so izgovori. To je pri seksu izgovori in pri vprašanjih. Koliko imaš številko čevljev? 46. In še zadnje vprašanje? Še zadnje vprašanje. Poroka te mika? Zaletela se ti je. Poroka? Poroka, ja. V bistvu zdaj, do zdaj, sem imel... razmišljaš Posluš, zdaj sem imel 2 resne zveze, tudi dolge, tudi to znam. In nisem nobenih v teh 2 punc dal še svojega priimka. Ta tretja zdaj, ki je moja srčna dama, mogoče nje celo rata to,
No, super, pa se imamo čez za veselitev. Ja, ne, tako. Tako. Sonja Javornik, tvoj zadnji stavek, po katerem se te bojo spominjali gledalci Gartnerjevega bordela, še najmanj 10 let, je pa kaj? Oj. To je pa zdaj pritisk. Lahko pa Joške pokažeš, pa bi zdaj nič govoriti. Ne? Pizdo, Malo sem že v letih, a veš. To imajo radi moški, mladi fanti, milfe gledajo na polno, se veš. Ne, bomo to preskočili. Okay, se pravi, jaz sem akademsko kariero, tako da prosim tega ne bi. Okay. Če bi sam to rekla, da je pač v življenju najbolj pomembno, da se imamo fajn. Sam to. Zdaj pa je seveda vprašanje, kaj to zdaj za koga pomeni. Jaz se ne morem imeti fajn, če nekomu nekaj slabega naredim, ker imam bolj, ne vem, slabo vest, ker ne morem spati. Tudi, ne vem, zabave so zdaj malo drugačne, ker pač mi ni všeč posledice naslednji dan, če sem preveč pijana. Ampak treba je se imeti fajn. Zdaj. Dame in gospodje, to je bila Sonja fucking Javornik in to je bilo vse, kar sem te imel zaprašati in zdaj pa te bom prekinil in se vidimo ob kakšni drugi bolj, kako bi rekel, še bolj vroči priložnosti ali pa če me danes po tem intervjuju povabiš v svojo sobo hotela Habakuk, da ti pokažem, kaj znam, pa da ti meni pokažeš, kaj znaš, če si za. Mene še nekaj dela čaka, veš, v hotelski sobi, nažalost. Hvala lepa, Sonja Javornik.